Kot ste že opazili, naše posnetke večkrat snemamo v gorah. Seveda pač gore nudijo neko zatočišče pred civilizacijo in pred stresom, ki jo le-ta prinaša, pred raznim zvonjenjem telefonov, raznimi službenimi obveznostmi, hrupom avtomobilov in tako naprej. Zato seveda gore predstavljajo tudi nek umik v naravo, neko vrnitev v divjino in predstavljajo tudi nek kraj, kjer se lahko v naravi sprostimo, si pač uredimo misli in se pač tudi mogoče posvetimo lahko določenim temam, določenim refleksijam svojih misli in tako naprej. No, seveda pa gore predstavljajo predvsem pri evropskem človeku še en drug pomemben aspekt, ki ga pri drugih ljudstvih in kulturah nekako ne opazimo tako izrazito. Čeprav danes seveda vemo, da pripadniki različnih ljudstev radi hodijo v hribe, je nekako gorništvo kot neka prostočasna dejavnost predvsem odlika evropskega človeka. V povezavi s tem je treba omeniti predvsem tako imenovan faustovski duh evropskega človeka oziroma faustovsko dušo Zahoda, kot je temu rekel nemški filozof Oswald Spengler. No, ampak kaj v bistvu ta faustovska duša pomeni oziroma odkot to prihaja? Kot vemo, je Faust neka oseba oziroma lik iz evropskih legend, ki je svojo dušo prodal hudiču za pridobivanje neomenjenega znanja. No, ampak ko mi govorimo o faustovskem duhu, torej ko vidite, da recimo razni identitarni avtori, identitarna gibanja, desni avtori, konzervativni avtori govorijo o faustovskem duhu, oni v bistvu s tem mislijo predvsem na ta aspekt tega hrepenenja, te želje po nekem znanju, po nekem samopreseganju, tega hrepenenja po temu, da same sebe presežemo in pa da razbijamo neke mejnike, da smo v bistvu konstantno v nekem boju z naravo, z našo lastno naravo, z naravnimi zakoni fizike, ki nas pač v bistvu na tem svetu seveda omejujejo. Seveda lahko omenimo tudi drug aspekt faustovske duše, torej to, da je sam Faust prodal svojo dušo hudiču za neomejeno znanje. Tukaj lahko mogoče samo na hitro se tudi temu posvetimo v tem smislu, da dejansko določeni podvigi, civilizacijski podvigi, bi lahko rekli Evropejca, so bili na koncu neke vrste dvorezen meč. Konec koncev je tudi tehnologija na nek način primer tega, ker danes vemo, da tehnologija, ki je en odraz faustovske duše, bela rasa je verjetno največ na svetu prispevala k nekem tehnološkem razvoju, tudi razvoju zdravstva, konec koncev in tako naprej. No, ampak vemo, da danes nas je ta tehnologija v bistvu na nek način zasužnila, da ne moremo več brez telefonov, da se, povsod vozimo z avtomobili in tako dalje, da moramo skozi pregledovati maile, da moramo imeti skozi računalnik pri sebi in tako zraven, oziroma laptop, karkoli. In tudi v tem aspektu, seveda, če se vrnem na to, kar sem na začetku povedal, tudi v tem aspektu gore v bistvu pomenijo na nek način nek umik od tega, neko vrnitev v naravo. No, v isti sabi pa pač omenjamo danes faustovski duh in gorništvo, zato ker ravno gorništvo je neka manifestacija te faustovske duše. Medtem ko so recimo določene rase, določene ljudstva celo večnost, celo svojo zgodovino živela pod določenimi vrhovi, so bili Evropejci tisti, ki so se prvi odločili iti pogledati, kaj je tam zgoraj. Drug del tega je tudi to, da so bili Evropejci tisti, ki so recimo ta prvi se odločili raziskovati najgloblje oceane in tako naprej, konec koncev, ki so na koncu prišli tudi na Luno in tako naprej, ki so raziskovali vesolje in ga še raziskujejo. Samo gorništvo pa je v bistvu nekaj, od česar te gorniške ekspedicije, ti gorniški pohodniki, recimo te ekspedicije, ki so jih velikrat v začetku 20. stoletja v bistvu financirale različne vlade, recimo predvsem britanski imperij takrat je financiral te pohode, tudi recimo Nemčija je financirala to, Avstrija, Avstro-Ogrska in tako naprej. In seveda je to en odraz faustovske duše tudi v tem pogledu, da oni pač niso hoteli na te gore hoditi zato, ker bi imeli nekaj od tega, ker bi imeli neko materialno korist, ker bi mislili, da se gor skriva nek zaklad, ampak je bilo v bistvu to ravno to samo preseganje, ta želja razbijanja nekih mejnikov in od tega so imeli le določeno slavo, ki pa je samo zato bila možna med njihovimi sonarodnjaki ali pa v sklopu njihove rase, ker je pač to neka rasa, ki take zadeve samo po sebi tudi ceni. Medtem ko bi se mogoče lahko kakšnemu Azijatu zdelo pač popolnoma nelogično in nesmiselno, da se nekdo pač preriva na neke vrhove, čeprav lahko pri tem v bistvu samo izgubi življenje oziroma ima cel kup sitnosti.
Tako da nekako v tem pogledu vidimo gorništvo tudi neko pohodništvo, na katero se lahko vsak odpravi. Vidimo v bistvu nek odraz te faustovske duše, nek odraz tega, da v bistvu tudi če se v nedeljo odpravimo v gore, tudi če se odpravimo nekam, kjer pač ni neke nevarnosti, konec koncev so danes ta pohodništva danes precej varna zadeva, ne. Imamo tudi mobilne telefone, res je, da sicer ni vedno signala in lahko se naprej pripravimo, ampak še vedno vseeno obstaja določena nevarnost, da lahko pride do nevihte, da nas lahko napade kakšna divja žival in tako naprej, ne. In zato nekako je mogoče gorništvo predvsem tako razširjeno med Evropejci, ker nekako naša duša še vedno sploh v današnjem času neke splošne varnosti, udobja in tehnologije hrepeni po temu, da se vrne, da stopi izven svojega udobja, da stopi v nek svet divjine, ki so ga seveda naši predniki spoštovali, ki so se ga seveda do neke mere tudi bali, ker konec koncev to pohodništvo in ta narava kot neko zatočišče za človeka konec koncev v bistvu najbolj začne prihajati do izraza šele takrat, ko so se ljudje dejansko začeli zapirati v neke urbane sredine, v neka mesta, ne. To je pač tipično za romantično obdobje. Takrat imamo seveda te primere in v slikarstvu in v poeziji in konec koncev v književnosti raznih takratnih umetnikov, kjer se pač v bistvu zatekajo nazaj k naravi izven takratne civilizacije. To, da je recimo gorništvo predvsem, pa niti ne samo gorništvo, tudi pohodništvo na splošno, predvsem nekaj, česar se lotevajo tudi Evropejci, so recimo opazili tudi mainstream mediji, zato lahko recimo na raznih spletnih portalih iz Amerike, iz Anglije in tako naprej, iz teh multikulturnih družb, iz teh družb, ki so korenito multikulturne že postale, opazite tudi razne članke, kjer v bistvu govorijo o tem, da je pohodništvo nekako rasistično, da v pohodništvu ni dosti potomcev migrantov in tako naprej, da gre tukaj nekako, da je razlog za to, da v pohodništvu ni recimo dosti potomcev migrantov, dosti neevropejcev, da je razlog za to nek prikriti rasizem, seveda pa samih pohodnikov, ki ne bi bili, ne vem, neprijazni, če srečajo kakšnega nebelca na svojem pohodu, ampak seveda v bistvu tukaj ne gre za to, ampak gre za to, da so pač Evropejci tisti, ki so konec koncev živeli ki že tisočletja v bistvu živijo pod raznimi mogočnimi hribi, ki so že tisočletja v stiku z naravo in jih seveda ta narava do danes kliče nazaj. Ta povezava med gorami in evropskim človekom, ki tisočletja že živi pod njihovimi vrhovi, se seveda odraža tudi v evropski literaturi, v zahodni književnosti. Tako je recimo Nietzsche primerjal plezanje v hribe s pridobivanjem novih znanj. O tem je pisal tudi Julius Evola, ki je tudi sam v bistvu prehodil oziroma preplezal marsikatere vrhove v Alpah in v Dolomitih in tako dalje. No, mi smo danes hoteli predvsem tukaj v bistvu vzpostaviti to povezavo oziroma razložiti to povezavo med nekim faustovskim duhom in gorništvom. Obenem pa verjamemo, da čeprav, kot sem že prej omenil, je faustovski duh lahko na nek način dvorezen meč in včasih lahko res na nek način predstavlja neko pogodbo s hudičem, po drugi strani tudi nujno potreben za nek evropski preporod, nujno je potreben za to, da Evropejci znova spoznamo svoje mesto na tem svetu, da se znova zavemo svoje zgodovine, da se znova zavemo svojih evropskih korenin, da se znova zavemo svoje avtentične evropske tradicije, kajti edino na tej stari tradiciji, edino na temeljih te stare tradicije lahko omogočimo neko kvalitetno prihodnost, ne samo naših narodov, ampak naše celine kot celote.